Živeli youtuberi, Dino se vrača, Dino je tle, danes je ponedeljek 19.11. in danes je čas za dobro jutro, Dinoti. Kakor veste, danes naj bi zapadel sneg. In sicer napovedovali so, da bo ful snega. Mislim, sploh nisem gledal toliko te napovedi, ampak sem pričakoval, ko bom zjutraj dvignil lete, da bom videl lepo, sneženo odejo in lepo srnice, ki laufajo po temu snegu. In na koncu sem videl nič. Meglo, tisto bedno sivo vreme, ker pri nas v Ljubljani je vedno to pozim in sem fovžil vsem vam, ki ne živite v Ljubljani, kar se tiče sonca in lepe narave. Ok, danes sem rekel, da bom spet malo pogledal, kva se kje dogaja. In sicer na Siolu net bom pogledal novice, ne vem, če veste, včeraj so bile volitve in sem jaz, vsi vi, ki gledate me na Instagramu, sem naredil en par videov, v katerem govorim, da bom volil za Zokija Pokija. Volil sem za Zokija Pokija zaradi tega. Poglejte si story. Volil bom danes za Zokija Pokija sam zato, ker cel fucking life poslušam čefur. No, zdaj, ker vam je vsem jasen, zakaj, kako in kaj, grem in Siol net pogledat, kva se kaj dogaja. Zakaj je Janković kljub vsem aferam ponovno izvoljen? Ajmo, gledamo pogledat, zakaj je Janković kljub vsem aferam izvoljen. Zakaj je Janković kljub vsem aferam ponovno izvoljen? Ljubljanski volivci so Zoranu Jankoviću zaupali 4. mandat župana. Za županski stolček je moral v drugi krog le prvič. Kasneje kot včeraj s konkurenco pometel že v prvem krogu. In to kljub različnim aferam in sodnim postopkom, ki so pretresali njegove pretekle mandate. Ne vem, če se spomnite mojega videa Protest mafija, kjer sem govoril o Jankoviću, to je bilo ene 6 let ali 5 let nazaj. Kurba, folk nima za jest. A vi guzonje preseravate se. Koliki je sef je v Jankovićov sin imel? Kaj je v temu sefu imel? Majketi? Kruh! Kruh imel not, ne? Zdaj, ker je zmrznul za godinu dana kruh, pa si ga je dal v sef, ne? Je, pa kaj še? No, zdaj vam je jasno, o čem sem govoril. Morala in etika nista prevladujoča elementa pri izboru kandidatov, komentira Janja Božič-Marolt, direktorica Mediane. Itak, če so frendi skupaj pijejo, jejo pa to. 12-letno vladavino Zorana Janković, 12 let je že v Ljubljani on car. V prestolnici so najbolj zaznamovali infrastrukturni projekti, od zaprtja središča glavnega mesta za promet do novega športnega parka Stožice. Ta ima 8 let po odprtju zapuščen trgovinski del, ki še vedno čaka na dokončanje. Gled, tako vam bom jaz povedal, zakaj sem jaz volil za Zokija Pokija. Gled, Zoki Poki je bil direktor v Mercatorju. In takrat je moja mat delala, ne, in itak on je pač biznismen vam tam, moja mat je skozi klela Zokija. Joj, moram Radko mu dala, joj, plata spet se spustila. Tako da jaz včasih o Zokiju nisem imel tako dobro mnenje. Verjamem, da če delaš pod njem je težko, ampak človek itak šel naprej, tam je ne vem koliko keša zmutijo vamo, tamo spalamudijo prinesel in je rekel, da bo bil župan. Na začetku je to bilo bolj tako, ampak ajde, gremo enkrat, da vidimo tako, kar je v Ameriki Obama bil prvi temnopolti predsednik, gremo mi v Ljubljani imeti enega našeg človeka. Našeg na ič. In itak, da je dobil ful podpore južnjakov, se pravi ljudi, ki so prišli iz bivše Republike Jugoslavije. Sprej, kaj da vidimo, če bo naš šov kaj naredil. In zakaj je Janković še vedno po tolkem času vedno izvoljen za župana? Preprosto. Čisto preprosto. Če pogledamo prejšnje župane, ki so bili, kaj so naredili? Je bila ona Danica, ali kva je že bila ona iz televizije? Nič ne vem, da je naredila. Je bila ona Vika Potoček, ki je naredila ono razfukano, ono žičnico gor na un grad, ki v bistvu še zdaj smo v Dugovima, pa še ne koliko let bomo, ki je čist brezvede. Naj ljudje hodijo gor, kva so leni, že tako vsi težijo, da so vsi debeli, pa sam ono, ovo jese, pa holesterol, pa srčne kapi. Pojď na grad, človek, prideš sem, hočeš ti gospod, pojď na grad, razmigi se, telo ti bo hvaležno. In itak, pol pride Janković in kva naredi? Ja, sej, glej, vsi oni pokradajo keš. Jebi ga, stari. Vsi mi živimo za keš. Vsi, tudi ti, ki zdaj neki jamraš. Ti si jezen, ker ti ne moreš, on pa lahko. Tem je fora. In kaj je naredil? Človek je prišel gor in je nam Ljubljano zrihtal. Ti veš, jaz, kad sem začel voziti LPP. A ne? Mene je bilo najbolj strah, da bom jaz mogel voziti bus skozi mesto. Tam mim čopove, ko so se furali uni busi, sprav uni dolgi. A viš ti, kva to pomeni? Klasik, ka noče zašat, zaštek,
A ti veš, koliko je težko šalta tunga klasika, ki je včasih bil v stari mani, če se spomnite. Pa čez une krvine, pa una vzad, una prkolca, pa to se lom, pa nasedeš, pa razfukaš po bajte, pa folk zgaziš. Mene je bilo najbolj strah. In kaj je naredil? Zaprl je. Je rekel, nima bus, kaj dela tam in tukaj ga jaz lajkam. Pa kaj drugo naredil? Zaprl je vse okol, zrihto je Ljubljano. Kaj priješ ti zdaj v Ljubljano? Ljubljana je lepa, stari. Mejhna, učuperna, ampak lepa. Pridejo turisti iz tujine, stari. Veš, koliko je zdaj več turizma, koliko je včasih bilo. Jaz sem včasih imel punco, bivša Staša, živa, ne vem, kje si, če si živa, javi se. Je živela na sred centra. Se spomnim takrat. Sem parkiral lepo pri unem vodnjaku dol, pri uni zlati ladnici. To je bilo vse polno avtomobilov. Parking, nisi mogel nikamor kot pešec. Zdaj je to zoki-poki vse zrihtu. Je rekel, nema više, zdaj bomo naredili, da bo to lepo. Je zaprl, uredil je Ljubljanco izrihto do konca. Center izrihto do konca. Gor nama, res, ko sem bil mulc, ni bilo večjega vesela, kakor če si šel z motorjem in si ga razpalijo mim name. Andan! Tam, ko sem bil 15-16, da so me vsi gledali. To je bilo ono pomembno, da kupiš motor, da greš mim name. No, zdaj tega več ni. Zdaj tam lahko normalno hodiš, busi grejo, taksi grejo, pa še to gre 30 na uro. Že zrak se je ful poboljšal v sredini mesta. Včasih je bilo ful bolj onesnažen, a ne? Sploh za one, ki tam živijo, recimo, je ful dober. Manj hrupa je. A ne? Tam, ko sem bil pri uni bivši punci živel, pa nisi mogel spati, koliko je bilo avtomobilov, koliko je bilo folka. Zdaj je večji mir. A ne? In skratka, zato mi volimo. Volim te! Tukaj bo zdaj v zadnji una muska. Volim te! Mi imamo radi župana Jankovića. Zato, ker on nam zrihta. Se on pokrade keš. Samo on tudi neki da. A oni pokradejo pa dajo kito. Nič ne dajo. Zato je župan skratka zmagal in zato sem jaz njega volil. No, saj ste videli še tam v posnetku, zakaj sem jaz njega volil. Ker mi ga na žici, čefur. Neka čefur, neka! Naj napiše kdo v komentar, neka je, da vem, koliko vas je za to. No, gremo naprej. Projekt mu je ostal za prihodnji mandat je tudi končanje kanalizacijskega sistema in ureditev fekalnega kanala CO. Da ne bojo govna plavala po mestu, bo človek zrihto. Kva pa to, ki po navedbah nekaterih kritikov lahko ogrozi podtalnico. Ja, bomo pil drek. Naj zrihta. Hvala Bogu, naj zrihta. Bomo imeli vodo, imamo že tako eno izmed najboljših vod v Ljubljani. Pa naj zrihta, ne? Na dokončanje čaka tudi džamija. Džamija, večni tabu. Džamija, ne bomo imeli tukaj džamije, ne! Sorry, stari, posod po svetu, po Evropi imajo džamije. V Bosni, v Sanskem mostu, kjer sem jaz, je cerkev krščanska, pa je mesto muslimansko, kaj pa to? A tam je pa lahko cerkev, pa jih je ful mal, pa imajo cerkev. Tako da spoštujte vse, a ne? Če muslimani hoče imeti džami, jaz sem musliman, jaz nisem neki veren, tako da ne uporabljam. Pa unika hoče, naj imajo. Bedno je, da se ti tam nekje skrivaš po enih kleteh, pa da nimaš v bistvu tazga objekta, ki bi ga rabo. Pejte v Avstrijo, veš koliko je, pejte v Nemčijo, veš koliko je. No, oni imajo tam svoje probleme, vamo tam islamizacija, pa te buče, kar folk govori, da bo še... Pa to nič od tega ni res. Ti sam dej človeku, da ima svoj plac in vse bo mirno. Če ne bo placa, pa bo je pizdarje. In hvala Bogu, da so se lotili. Gremo naprej, bodimo svobodni, bodimo enakopravni, če se gremo od tega. Zamisli si, da gre Slovencu tujino. Ali pa da gre nekam dol v Dubaj, pa nekam pa da nima svoje džamije, recimo. Mislim, tej cerkve pa tega. Pizdarija, pa tu dol imajo. Verjamem, da imajo. No, skratka, to, da se zrihta, zato smo tudi. Mesto je dobilo tudi kulturno-pastoralni center Srbske pravoslavne cerkve. Pa še za pravoslavce. Oni že tako imajo cerkev. Naj zrihta za vse. Z gradbišča na sodišče. Janković je pri gradbenih projektih pogosto osebno prisoten. Pojavlja se na ulicah in gradbiščih, nemalokrat pa ga vidijo tudi na sodišču. Na zatožno klop bo moral sesti že v prihodnjih tednih, zagovarjati se bo moral glede Stožice in Gratala. Itak da je zraven nekaj še pokradil, hvala Bogu, glej, tako pač je. Glede Stožic ga obtožnica bremeni domnevnih nepravilnosti pri pridobivanju evropskih sredstev in bančnih posojil za športno-trgovski center v Ljubljani. V zadevi Gratel pa mu tožilstvo očita sprejemanje podkupnine. A kdo pa ne bi dobil podkupnino? Jaz sem dobil podkupnino za ta posnetek. Meni je Janković dal 10.000 evrov, idi Dino, kup materi avto, idi, evo ti 10 evrov, da me malo spromoviraš. Jebi ga, moram, a mi boš ti dal? Ker rečem, dajte donirati, noben mi ne da. Jebi ga, jaz moram jesti, tako je.
Iztekajoči mandat pa je močno zaznamala afera farmacevtka. Ko je farmacevtko nategnil? Ko naj bi Janković farmacevtki priskrbel službo v ljubljanskih lekarnah za zameno... ne me jeba, glej, kaj je res! Zameno za spolni odnos. Ja, glej. Eno ste ga dobili, za eno farmacevtko, da je nategnil. Pa veš ti, koliko je on kelnerc po stari Ljubljani nategnil? Ti veš, koliko je on tajnic stari moj čez mizo nagnil, In za eno ste ga dobili zdaj, pa hvala Bogu. Pa kaj ti misliš, kva te babe? Pa one vse grejo na kolena, da dobijo. Pa to vse, ki so na visokem položaju, one vse dajo V-power. Pa drugače ne more priti zraven. Tako pa če, moški kontrolirajo vse. In če ona hoče biti zraven, mora... Mal, pa kaj to njej potrpil ne 2 minute? Pa ne more Janković zdržati 2 minute. Janković, če rabaš kamagro, prid meni, bom ti zrektel, boš držal 5. Zaradi prepoznega ukrepanja tožilca zadeva ni prišla na sodišče, pa moje še sudija nabijo. Ljudje se ne odločajo na osnovi morale, kljub številnim grehom, zaradi katerih se mora zagovarjati tudi na koliko časa, 5 minut, so mu ljubljanski volivci še vedno naklonjeni. Janković zna nagovoriti ljudi s svojimi uspehi, se pokazati s svojimi uspehi in verjame to, kar je počel. Se pa spretno izogibal vsem sodbam, obtožbam in doslej, kolikor mi je znano, je dejansko vse tudi dobil. Money, ocenjuje direktorica Inštituta za raziskovanje trga in medijev, Median. Na vprašanje, ali se ljudje premalo zanimajo za vse te afere, Božič Maraltova odgovarja, da morala in etika nista prevladujoča elementa pri izboru kandidatov in zaupanju županov. Dobro je, če so vladarji dobri, ampak v primeru, ko so tudi ljudje dobri. Če pa so ljudje slabi, si zaslužijo takega vladarja. Je citirala resenančna humanista Nikola Machiavellija. Ne posebej enačiti v tem primeru samo z gospodom Jankovićem, ampak to naj bi veljalo še danes. Če ima župan več mandatov, so občani bolj srečni. Itak, veš, če ti del časa, ti se nakupijo para, tebi je dost in pol daš. Ko pa pridejo novi, hiter nagrabat, hiter vzet, pol pa če kaj ostane, ampak pol nad ga skenslajo, zakaj itak mine 4 leta, nič ni naredil in novi. In pol sam kradejo. In če pa je eden, pa ta se nabere prvi mandat, drugi mandat, manj tretji, bolj ga briga, on ima vile, posod denarja, kakor hoče. Po njeni oceni volivci pri njem cenijo, da je blizu ljudem in nima vzvišene poze. To je pa res. Z vsakim se slika, vsakega pozdrav. Kar sicer ne pomeni, da je logar imel. V isti sapi dodaja Božič malo... Kdo je ta ženska? Janković je po njenih besedah vse svoj gor izjemno prepričljiv in vidi se, da to, kar govori, misli resno in da verjame. Direktorica Mediana še daje so ljudje v občinah, kjer nagradijo obstoječe župane še z enim mandatom, značilno bolj zadovoljni, bolj sreči, imajo več delovnih mest, bolje poskrbljene šole in vrtce, da govorimo o cestiščih, kot je bilo prej. No, to je to moje mišljenje. Glej, prav zanima, dvem kakšen komentar. Dej, majki ti, prav zanima. Kje so komentarji? A jih nimajo? Ker tole, če je bili kakšni komentarji, bi bilo... Wow, to... evo, komentarji. Ljubljančani si s ponovno izvolitvijo boljšega tudi ne zaslužijo. Okej. Zakaj Ljubljančani voli Jankovića? Ker je večina Ljubljančanov pokvarjen sem jaz, ko ploča. Jaz sem pokvarjen. Prav tako Jankovića volijo večinsko tudi ne Slovenci, znači mi trenerkari. Meščane si po drugi svetovni vojni pobilo ali pregnalo v tujino, se pravi, več ni Slovencov v Ljubljani, zdaj so sam čefuri. Iz juge pa se je vozilo lumpe proletariat, ki sedaj predstavlja Jankovića baz z močno slovensko 5. kolono. Janković pa na sodišču opročen, ker tudi tam slovensko korumpira. Prav zanima me, kdo si ti. V odzivu JJ, to je na izid volitev, je prišel trenutek, ko je rekel, ob tej priložnosti pa bi si želel še čestitati. In za hip sem pomislil, da le živim v normalni deželi, kjer si tudi nasprotniki čestitajo pošteni zmage. Seveda ne, je takoj postavil na realna tla. Čestitke so bile le njegovemu za odlično drugo mesto, za zmagovalca so bila njegovanje brez veze, da je ti men bolj sočno, okej. Slovenčki, ali vi kdaj kaj preberete, kaj pišete? Te vaše bebo analize berejo tudi tujce, tuje službe, novinari in zelo poceni, brez kakšnekoli analiz dobijo vedno isti rezultat o vas in vaših karakternih vsebinah. Ter kdo in kakšni v resnici ste. Poglejte se v ogledalo. Če to prenese vašo prašičjo, hinavsko, skorumpirano, ljudošersko, materialistično senco. Pometajte že enkrat vsak pred svojim pragom. Imate dela na tem za več generacij. Kam ste padli, vas ni sram. Okej. Napačno vprašanje. Pravo vprašanje je, zakaj Čelavi kljub vsem aferam ni izvoljen. Slovenija ni nastala po mirni dogovorni poti, ampak iz vojne in nemorale. Pričakovanje, da bo v nemorala vzgajala moralno etiko, je toliko racionalno kot pričakovanje, da bo vrba brodila grozdje. Kad na vrbi zasvrbi, mi pravimo. Edina možnost, zakaj taka genetski inženjer, oziroma genetska modifikacija brihtnega poslanca je rasipniškega gorenca. Jaz sem brihtan, tako da če imate kakšno gorenko rasipniško s parama, jaz takoj oplodim, ni problema. Res je,
Postali smo popolnoma toleranti vseh vrst kriminala. Ubogi smo. Ne samo ubogi, ampak smo prevzeli balkansko miselnost, ki se nam vsak dan znova odceplja v naše možgane. Ima že svoj namen, Slovenija, adijo. Gremo naprej. Trenirkarjo volijo trenirkarja. Yes! Nam tebe čobana v tistih škornjih pazilo, pa z gnojem okoli ust. Hvala Bogu. A ne, trenirkar se saj umiva vsak dan. Ali pa so iz množice, katera od tega prosperira, kot so blablabla. Dobar, nima veze. To je to, hvala lepa, ker ste se ogledali. Če si kakšen želi nalepko, Twitch noti, se veste, jaz sem na Twitchu streamal vsak dan, naj napiše dol v komentar, jaz si želim nalepko, pa del moj posnetek. Hvala lepa, vidimo se na naslednjem, se ne daj.